Lepo pozdravljeni. Slišali smo adventistično mandolinsko skupino Amos v pesmi O nepričakovani dar, Amazing Grace. Da bi obeležili letošnjo svetopisemsko nedeljo, smo v goste povabili osebo, ki knjiga knjig svetopismu pomeni največ in je pri njej na prvem mestu. To je pripadnica Krščanske adventistične cerkve v Sloveniji, gospa Olga Popov iz Ormoža. Dobrodošli, lepo pozdravljeni. Dober dan. Najprej morda nekaj besed o vaši cerkvi. Bolj poredko slišimo o adventistični krščanski cerkvi v Sloveniji, pa vendar vas je kar veliko, ne? Zadnja leta se kar dosti sliši tudi v medijih. Krščanska adventistična cerkev je pred kratkim slavila 100 let v Sloveniji in je takrat tudi bila narejena oddaja in tudi večkrat smo imeli priložnost se predstaviti o svojem delovanju. Zadnja leta, torej tudi lansko leto, smo pa izvedli kar nekaj programov takih, ki so pač bili v korist otrokom žrtvam nasilja. Že drugo leto se izvaja Gospel DD, Gospel Dobrodene, en velik koncert, ki se dogaja v Ljubljani, kar organizira naša cerkev. Adventistična cerkev je svetovna cerkev, mednarodna, da tako rečem, prisotna skoraj v vseh državah sveta. In lahko rečem samo, da iz imena sledi to, kar smo. Pričakujemo drugi Kristusov prihod, pa ime, mednarodno ime je Adventisti 7. dne, tako da je ena od značilnosti te cerkve tudi spoštovanje svetopisemskega 7. dneva, sobote. To so take osnovne. Drugače pa je cerkev, ki ljubi Jezusa, verniki, ki ljubijo Jezusa, ki ljubijo Božjo besedo, Svetim duhom vodeni, in to je tisto, kar pač je značilno. Izhaja iz dobe protestantizma, ne? Tudi, ja. Kako pa je organizirana? Cerkev je organizirana na svetovni ravni kot generalna konferenca in potem se deli na divizije, na unije in konference. Slovenija pripada transevropski diviziji in uniji cerkva, ki jo sestavljajo cerkve iz Hrvaške, Slovenije in Albanije. Vi ste veliko let, pravzaprav vse življenje, sedaj ste že upokojeni, nekaj časa opravljali službo patronažne sestre na terenu. Sicer pa sem slišal, da ste v osnovnem poklicu bili babica. Ja. 2010. leta sem se upokojila, skoraj 38 let delovne dobe sem imela tu v Sloveniji, od prvega delovnega dne pa do konca v zdravstvenem domu v Ormožu sem delala. Res poklic osnovni, torej srednja šola je babiška, pozneje pa končana še višja medicinska šola v Zagrebu, tako da sem kot patronažna medicinska sestra delala praktično celo delovno dobo. Letos boste praznovali 40 let, odkar ste se preselili iz Srbije, iz Novega Sada v Slovenijo. Ja. Kdaj bo to? Ja, to bo 4. julija ali 5. julija, tak nekje v začetku julija sem prišla v Slovenijo 72. leta. Kako to, da ste zapustili domačijo in vašo domovino, Vojvodino, ne? Ja. Takrat, ko sem končala srednjo šolo, je pač služba bila tu. Moj takratni zaročenec, pozneje mož, je že delal v Sloveniji, v Laškem, in je bilo tudi meni ponujeno, da lahko pridem. Vedno je za službo bilo pač tam, kje je boljše, kje boš lažje delo, kje boš dobil službo in pogoje, ki sem jih želela imeti. Tako to je bilo v Sloveniji in smo takrat zelo mlada, 19-letna sem prišla v Slovenijo in zdaj sem pa že domačinka, tako rekoč. Tu sem že zdaj 40 let. Kako so vas ljudje sprejeli na terenu? Vi ste delovali na ormoškem območju, ne? Ja. Jaz sem delovala vsa leta krajevna skupnost Velika nedelja, delno tudi Podgorci in nekaj časa tudi del ormoške krajevne skupnosti. Dobro, tudi zdaj, ko je vse že milno, lahko rečem, da zelo dobro. Navadila sem se prvo jezika, prleškega, potem pa vse ostalo, kar je pač sledilo na terenu, na terenskem delu. Izkušnje sem pridobivala skupaj z ostalimi kolegicami, ki smo mlade začele, nekaj od starejših se učile. Enostavno mislim, da sem rada imela ljudi in oni mene in to se v tem medsebojnem odnosu prepletalo. Dobro je bilo.
Razveselilo me je, ko sem nekje slišal vašo izjavo z terena, da ste na vsakega vašega oskrbovanca, pacienta na terenu gledali kot na tistega, ki je Jezus prav tako zanj umrl, dal življenje in ki mu je pripravljeno večno mesto v nebesih. To je lepo izhodišče za vaše delo in vsak dan ste se tudi v tej smeri trudili, ne? Lahko rečem, da res. Nisem poznala patronažnega dela, terenskega dela. Sem imela težave. Na začetku 7 let sem hodila peš, torej z avtobusom. In težava na začetku dela so bile velike težave. Tudi prilagajanje na terensko delo, prilagajanje na navade in kulturo, drugo. Potem tudi privajanje na odvezane pse, ki so me počakali na dvorišču in sem se jih zelo bala. Tako da so moje prve molitve, Bog reši me vsakega psa pri vsaki hiši, ker sem se tega najbolj bala. In najrajše bi šla peš nazaj v Ormož, tako me je bilo strah. Pozneje sem se začela privajati in ko smo dobili fičeka, pol sem si mislila, zdaj pa lahko lajate koliko hočete, jaz sem na varnem. Ampak sem začela že na samem začetku moliti in prositi Boga, da nekako, če me je že poslal v čisto meni tuj kraj, naredi neki namen temu, zakaj sem prišla v Ormož in v to sredino ljudi, ki sem videla, da so verujoči, da so verni ljudje in dosti hiš je imelo tudi sveta pisma na polici. Niso ga vedeli sploh uporabljati, brali sploh ne, ampak so ga dobili ob različnih priložnostih in tam ga tudi imeli. In če je le bila možnost, sem poskušala ljudi usmerjati. Pred leti to ni ravno bilo zaželjeno in predvideno, ampak če se je le dalo in če je sploh kdo bil za to zainteresiran. Ko sem prišla, so prepoznali mojo drugačnost, ne samo glede, da prihajam iz drugega kraja, ampak so prepoznali tudi, kar so tudi sprejeli, moje verovanje. Videli so, da tudi v mojem verovanju, mogoče se v nedoločenih nekih pač stvareh razlikujem, pol so pa videli, da smo pravzaprav, da je to podobno isto, da istega Boga verujemo, da enako je to pa izhodišče in smo se razumeli in radi imeli. Sem pa ljudi že od samega začetka v svojih molitvah želela, da jim Bog da zdravje, da jim da dobro, da se tudi dobro razumemo in imam izkušnje, da je Bog te molitve uslišal. Torej, to medsebojno sprejemanje in razumevanje, hvala Bogu, je bilo dobro. Olga, kdaj ste vi začeli brati Sveto pismo? Jaz sem ga začela pri 18 letih. Ne od otroštva, nisem ga poznala, nisem odrasla v družini, ki bi bila verna. Začela sem brati pri 18, ker so me povabili, da naj pridem. Jaz imam prednike, da tako rečem, sorodnike, ki so adventisti, vendar moja družina, moj oče in moja družina nismo bili adventisti. In potem, ko so me povabili v cerkev, dobila sem eno staro sveto pismo od dedeka in od očeta tudi. In to pismo, staro sveto pismo, je za mene postalo zanimivo, začela sem ga takrat tudi brati in od takrat ga berem. Ko sem prišla v Slovenijo, zelo hitro sem dobila slovensko sveto pismo. Jaz sem bila zelo mlada v vsem, ko sem prišla v Slovenijo. Mlada po letih, mlada neizkušena sestra, babica in tudi kristjanka neizkušena. Popolnoma nisem poznala še niti sveto pismo dobro, niti Boga ne prav. V vsem sem pridobivala izkušnje v hoji, v teku, torej v delu. Tako da sem to vse skupaj tako in branje svetega pisma in dojemanje določenih meni pomembnih delov svetega pisma, to je vse bilo po letih. Brala sem Hraskov prevod svetega pisma, dokler ni prišel ta novi standardni, takoj sem šla na tega, ki je malo bolj sodobni jezik, lažje mi je zabrati. In potem še nekatere druge prevode svetega pisma, zdi se mi, da je to pomembno. Če bereš več prevodov, dobiš eno vrstico iz raznih zornih kotov in lažje razumeš, bolj se poistovetiš, bolje nekako sprejmeš za svojo. Katero je za vas osnovno sporočilo iz svetega pisma? Jaz bi rekla, da ko človek vzame sveto pismo, če ga lahko vzamem, ko ga vzameš, to je ena taka knjiga, da bi rekel, kaj bi le tu bilo eno sporočilo, če je tako dolgo nastajalo, skoraj 1500 let, 40 ljudi je pisalo, ki se med sabo sploh niso niti poznali v enem takem dolgem obdobju. Danes, če bi par ljudi pisalo o eni isti stvari, bi bilo zelo različno. Kaj le tu je ena rdeča nit skozi eno tako knjigo, sestavljeno pravzaprav iz 66 knjig.
ker Biblija, cela knjižnica noter, tako rekoč. Vendar je rdeča nit, je nekaj, kar je pomembno. Osnova Svetega pisma, začetek Svetega pisma se mi zdi tako dober. V začetku je Bog ustvaril nebesa in zemljo. Sploh ne gre razlaga, da nekje je Bog ali karkoli, ne. Gre iz izhodišča, da Elohim, Bog, stvarnik, ki je vse ustvaril, ustvaril je nebo in zemljo, in potem pride do greha, do ločitve človeka in prekine se ta odnos. Sporočilo Svetega pisma je, odnos z Bogom je bil prekinjen. Ljudje so zavrgli Boga, od prvih ljudi pa pozneje tudi vsi ostali. Bil je potreben načrt, da se ta odnos ponovno vzpostavi. Boga je naredil, torej ne sam Bog, trojstvo, Oče, Sin in Sveti Duh. Prišel je Jezus na zemljo, da je ta odnos ponovno vzpostavil, da je umrl, da je plačilo za greh smrt, da je plačal svojo žrtvijo, svojim smrtjo na križu in potem je vstal in je zdaj živ, posreduje za nas. Sporočilo je, Bog vas ljubi. Ne Bog vas ljubi, Bog te ljubi. Pridi nazaj v to občestvo, naredi dober odnos z Bogom, z ljudmi in to je to. To je sporočilo glavno. Zakaj je Sveto pismo oziroma svetopisemska beseda za vas resnična Božja beseda? Najprej bi rekla, da se Sveto pismo samo tako predstavi, da je. Ker nobena druga knjiga, tudi druge vere, ki niso krščanske, noben ta predstavnik drugih ver ne govori za sebe, da je to Božja beseda, Gospodova beseda. Na več mestih v Svetem pismu, na veliko mestih pravijo preroki in prišla mi je Gospodova beseda in to je Božja beseda. Torej samo sebe deklarira kot besedo od Boga. Ljudje, ko pišejo, zapisujejo, se zavedajo, da to niso njihove besede, da so dobili navdihnjenje in da ta beseda je od Boga. Torej, sama knjiga za sebe govori, da je od Boga. Potem se mi zdi, da tudi Jezus potrjuje, da je bil poslan od Očeta, da on izpolnjuje Božjo voljo, da on je tisti, ki izpolnjuje Božjo voljo. Torej, tudi Jezus potrjuje, da je to Božja beseda. Pozneje apostoli, torej sami ti, ki so jo pisali, potrjujejo, da je Božja beseda. Jaz jo doživljam tudi tako, ker tako deluje v meni, v mojem življenju. Predstavite nam nekaj vaših osebnih izkušenj, ki ste jih dobili na podlagi branja Svetega pisma in sprejemanja njegovih načel. Razmišljala sem malo, katere so to izkušnje. To je 40 let življenja z Bogom, kako to strniti v par izkušnjah, katere naj omenjam, tiste stare ali ta nove ali pa tiste čisto sveže, da sem varno in dobro prispela nazaj iz potovanja ali pa tisto, kar se mi je sploh dogajalo v teku celega življenja. Katere vrstice so me nagovorile in ko sem začela iskati, katera bi to bila vrstica, ki me nagovori, jih je v skoraj vsaki knjigi nekaj, ampak sem se za nekih par vseeno odločila. Razmišljala sem takole, večkrat sem doživela, da sem narobe razumljena bila, da nisem se pravilno izrazila, da so me ljudje narobe razumeli, da sem preveč emotivno delovala, da sem užalila ljudi, da sem naredila nekaj, kar mi je potem bilo žal, da sem naredila, ali pa nisem naredila tisto, kar bi trebala narediti. In dolga leta me je neki občutek, ne delaš prav, nisi prav povedala, ali pa v tej smeri. Pol pa sem brala en psalm, ki me je tako nagovoril, to je že kar dosti let že od tega, ampak ta psalm je moj, posebej za mene nekaj ga doživljam. In to je 139. psalm. Sicer je to Davidov psalm, ampak ko ga berem, se mi tako zdi meni osebno, če lahko kako vrstico iz tega preberem. Gospod, preizkusil si me in me poznaš. Poznaš moje sedenje in moje vstajanje. Oddaleč razumeš moje misli. Opazuješ moje potovanje in moje počivanje. Z vsemi mojimi potmi si seznanjen. Zares, besede še ni na mojem jeziku, glej ti, Gospod, si jo že spoznal v celoti. Zadaj in spredaj me obdajaš in name polagaš svojo roko, prečudovito je zame spoznanje, previsoko je, ne morem ga doseči. Tako lepo je, da Bog pozna moje misli, da pozna moje besede, da pozna vse moje poti in da me obdaja, da me varuje in ščiti. To je ena od posebnih, zame dragocenih vrstic. So pa tudi
veliko drugih, ne samo v Stari zavezi, tudi v Novi. Vprašali ste za moje izkušnje, ki sem jih imela. Izkušnje z Bogom so različne, lahko naj rečem, v mojem vsakodnevnem delu z ljudmi, sploh s tistimi, na samem začetku, ko sem prišla v Slovenijo, bili so dvomi, bili so razmišljanja, mogoče ne toliko moja, koliko v družini, mogoče mož ali pa sorodniki, pa daj pridite nazaj. Ali pa jaz pa sem vedno mislila, če sem že enkrat prišla sem, nekaj na meni je. In sem si želela, Bog, potrdi mi, da je dobro, da sem tu. Daj mi nekaj, da vem, da je prav. In potem sem v knjigi proroka Jeremije v 29. poglavju našla vrstico, ki je, mislim, da nisem bila več kot 25 let stara, mogoče še manj. Mislim, da nisem še imela drugega otroka, ko sem to vrstico najdla in mi je bila dragocena vedno. Dostikrat se na njo nazaj sklicevala. Torej v 29. poglavju proroka Jeremija v 7. vrstici pravi takole. Sicer on to govori za Izraelce, oni so bili v služnosti, ampak sem za sebe tudi slišala, da je za mene lahko tudi. Skrbite za blaginjo mesta, kamor se vas izgnal ali pa poslal. In molite za njih, Gospodu. Njegova blaginja je namreč vaša blaginja. Če me je Bog poslal v Ormož, potem je blaginja Ormoža moja blaginja in vsega tega okolice in ljudi in vsega tega, kar se tam dogaja. Nimam kam iti drugam. Tam, kjer sem, me je Bog za to namenil, poslal. Treba delati. Je to tudi kak poseben dar odpiranja Svetega pisma? Ni naključij pri Bogu, ne? Tako da ste odprli recimo ne bi rekla, ta del. Ne bi rekla, da sem ga samo tako odprla. V branju, ko človek bere Sveto pismo, nekatere se ti vrstice, jaz ne berem Sveto pismo tako, da samo ga odperem, pa potem včasih se to zgodi, ampak večinoma imam neki načrt pri branju. Ali bom zdaj brala določeno knjigo, ali bom brala neke določene teme, pa iskala vrstice po celem Svetem pismu. Torej, neki načrt je. Včasih pa res se zgodi, da odpreš. Pač pa mislim, da ta je bila v enem, ne vem, bila mi je takrat zasvetila. Naprej on piše takole. Vem za načrte, ki jih imam z vami. Lahko rečem, vem za načrte, ki jih imam s teboj, govori Gospod. Načrte blaginje, ne nesreče, da ti dam prihodnost in upanje. Klicali me boste in molili in prihajali, moliti meni, vas bom uslišal, iskali me boste in me boste našli, ko me boste iskali z vsem srcem. In se vam bom dal najti, govori Gospod. To so mi čudovite besede za mene osebno, pa tudi marsikomu sem jih že povedala. Ker se mi zdi, da ko se z ljudmi pogovoriš odprto, ko za bolnike molim, ko jim hočem nekaj povedati, prebrati, takrat začutim, da se umirijo, da smo nekako naredili še en poseben stik. Še en res poseben stik. Vem, da je moj prihod v hišo, sploh bolnikov, težkih bolnikov, bilo za njih veliko upanje. Upanje je prihajalo od zunaj. Torej, prihajalo je čakanje, da jaz pridem, ampak tudi, da tako rečem, moja vera se je prenašala na njih. Na kakršenkoli način. Zdaj niti ne vem to vse mogoče razložiti. Eni so bili verujoči, eni niso bili popolnoma, nič niso verjeli, ampak sem našla ta kontakt z ljudmi, ki so res trpeli, ki so imeli hude bolezni. Ravno tako z otroci, z starši, mladimi, tudi tam je bilo dober medsebojni odnos in te izkušnje, povezanosti in večina njih niti ne ve, da sem molila za njih. Ampak sem. Še zdaj se jih veliko spomnim, velikokrat. Nam zaupate, kakšni so bili uspehi te molitve? Je Bog usliševal gotovo tudi vašo molitev, ne? Ste videli to pri svojih pacientih na terenu? Tako bom rekla, jaz vedno verujem v moč molitve. Bog bo včasih odgovoril tako, kot sem si jaz to zaželela, potrdil tisto mojo prošnjo. Včasih bo odgovoril, da to zdaj ni pravi čas, naj počakamo. Ali pa bo enostavno sploh ne bo odgovora na to molitev, tako kot smo mi pričakovali. Vendar Bog sliši vse molitve. In moje molitve so vedno takšne z mojimi besedami, tako kot se mi dva zdaj pogovarjamo, tako se tudi z mojim Bogom pogovarjam, z Jezusom. Imela sem fičeka, dolga leta sem se vozila s fičekom po terenu skupaj s kolegicami, pozneje tudi sama sem imela svoj avto. In sem dostikrat imela občutek, kot da je Jezus ob meni. In sem lahko se pogovarjala, molila in razmišljala ali o ljudeh ali o dogodkih,
konkretnih, pri določenem posegu, pri določenem posegu, ki sem mislila, da bo kompliciran, ali pa pri nekem boleči stvari, ki sem trebala povedati, ali pa karkoli. Izkušnje so mi bile take, da mogoče bo malo čudno to zdaj zvenelo. Nekateri so v težki bolezni se umirili in mirno umrli in mislim, da je to tudi bil odgovor na molitev. Ne, da bi ravno molila za to, ampak vem, da je počitek, da je smrt tudi rešitev iz nekaterih težkih in hudih bolezni. Nekateri so lažje preživeli dan ali pa noč in mislim, da je to tudi uslišana molitev. Nekje sem pomagala, da se spravi tašča in snaha, to se tudi spomnim ene situacije, in sem dolgo in široko razlagala Oče naš molitev, ker če obe verujete in hodite v cerkev in molite vsaka po svoje Oče naš, potem pa naj se nekako poglobijo v tisti del, odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. Ker je malo pogojeno to Božje odpuščanje ravno s tem. In vem, da sem se s snaho dolgo pogovarjala, ki je imela celi seznam, kaj tašči zameri. In sem rekla, veš kaj, čas je za odpuščanje, odpustiti, pustiti, da stvar odide. Veliko vode je že po Dravi preteklo, že veliko časa minilo, otroci zrasli, tašča stara bolana, odpusti. In je prišlo do sprave, do odpuščanja, do enega odnosa. Ne bom rekla, koliko je tu bilo ljubezni, ampak je pa bilo pomoči in skrb za taščo in tasta. Mislim, da je to pomembno. Torej, veliko je takih bilo primerov, ko sem molila tudi za sebe, pa za svoje kolegice, s katerimi delamo, da nam dobro mine dan, da zdržimo vse napore dela, da pacienti so nekako zadovoljni z našim delom, da pač ustrežemo koliko lahko. Dotaknili ste se zelo pomembne teme, ki je tudi v Svetem pismu večkrat naglašena, odpuščanje. Kolikokrat naj odpustim? In predvsem, če prosimo, moramo najprej odpustiti, da bi lahko bili uslišani. Kaj ne? Kaj bi rekli našim gledalcem? Kako vam to uspeva? Ali najprej molite za to, da bi dobili dar odpuščanja, pa potem Boga prosite, da vas usliši v tistem, kar želite? Ali kako to gre? Kot sem rekla, za mene molitev je zame pogovor, ne monolog. Pri molitvi treba počakati, se umiriti, da slišiš tudi Božji glas. In brati, in več načinov je, kako lahko molimo. Glede odpuščanja bi tako rekla, že dolgo tega je, da sem se namenila, da odpuščam. Tako da tudi mi dva, če pride do kakšne zamere, sem že vnaprej namenjena, da odpustim, če pride do česa. In potem je lažje dejansko odpustiti, ko do nečesa pride. Včasih rabim malo več časa, da se pač dam jezi mesto, kar ni prav, ampak mora pa to tudi biti. Zamera mora malo, mi nekako traja nekaj časa, verjetno, pri vsakem. Za neko stvar lahko hitro, bolj ti je kdo blizu, bolj je v nekem domačem krogu, ožjem, duže se zamera drži, teže odpustiti. Bolj globoko se lahko prizadenemo, ne? Tako, ampak če si namenjen, da boš odpuščal, potem to ni problem, potem gre. Res je, da z nekaterimi ljudmi zaradi, mislim, da nimam tako osebno nekih takih izkušenj, res jih nimam. Vendar si mislim takole, če je nekdo doživel hude krivice, nasilje, zlorabe in želi odpustiti in učimo take ljudi na žrtve, dobesedno žrtve, da naj odpustijo. To ne pomeni vzpostavljati nazaj odnosa ali pa imeti kakršenkoli odnos z osebo, ki nas je zlorabljala ali pa nam nekaj slabega delala. Odpustiti pomeni, to je samo dejanje moje, ene osebe. Tista, ki odpusti, ona samo naj odpusti. Naj pusti, kot spustiš čoln, da gre. To je pomembno. Zdaj, ali se bo odnos obnovil, ali se bo razvilo zaupanje, to pa je spet druga stvar. In ni nujno. Potruditi se, torej, da prideš nazaj v svetlobo, v luč, ne? Naslednja skladba instrumentalna, I saw the light, videl sem luč, vaše adventistične mandolinske skupine Amos. Morda nam poveste, kaj je v tej skupini, tudi vaši sorodniki so vključeni vanjo, ne? Ja, Amos je ena taka prisrčna mandolinska skupina,
Na začetku čisto amaterska. Ena sestra iz naše cerkve, gospa Marija Radin, je iz Beograda še prenesla iz adventistične cerkve, prenesla note in mandoline in je začela učiti tiste, ki so za to bili voljni, mlade ljudi, začela učiti, da igrajo na mandolino. To so bili začetki in tako so se tudi res naučili igrati popolni amaterji. Nihče od njih ni bil ne glasbenik, ni nič. Naučili so se igrati mandolino, ona jih je učila vse tiste osnove. To je področje, ki ni definitivno moj duhovni dar, so me poskusili, pa to ne gre meni, ampak nekdo jih poslušati tudi mora. In pozneje se to razvijalo. Oni so postajali, nekateri med njimi prav glasbeniki, tako da ena mlada gospodična, Iva Vnučec, študira zdaj mandolino, končala tudi pedagoško glasbeno fakulteto v Mariboru. Torej, nekdo se že profesionalno, tako reče, lahko rečem, za to ukvarja, večina pa še vedno so amaterji. Ampak zdaj že so malo bolj izurjeni, zdaj že zelo dobro igrajo, nastopajo veliko, dobili so na tekmovanjih tamburašev in mandolincev v Sloveniji že dobra priznanja, zlata, srebrna, tako da so prepoznavni in prisotni. Vodja mandolinske skupine je moja snaha, tudi pa aranžmaje in na različne inštrumenti igra tudi moj sin, tako da sem emotivno vezana za to skupino, vsekakor. Oglejmo si jih torej ponovno in jim prisluhnimo. I saw the light, videl sem luč.
To je bila torej adventistična mandolinska skupina, ki igra predvsem v Sloveniji. Spoštovani gledalci, če ste se nam pridružili morda v zadnjih trenutkih, naša gostja na programu televizije Exodus je danes pripadnica Krščanske adventistične cerkve, gospa Olga Popov iz Ormoža. Gospa Popov, do sedaj sva že veliko povedala tudi o Svetem pismu, o Božji besedi, tudi o vaši preteklosti, o vašem delu, dejavnostih, ki jih imate. Pesem, ki smo jo slišali, zelo lepo zveni. Pesem in petje, glasba je v vaši adventistični cerkvi na posebnem mestu, ne? Je. Mislim, da je glasba, slavljenje Boga skozi glasbo nekaj zelo pomembnega. Mi smo danes obdani z veliko zvokov, z veliko neke različne glasbe in to vse vpliva na nas. Včasih se ne sliši Božji glas od hrupa, od vsega ostalega. In mislim, da je prav, ko le imamo priložnost, da vsaka pesem je molitev. Sploh, če so besede, če je nekaj, kar te z samim besedilom nagovori. Jaz sem rada pojem pesmi, ki pojem Bogu pesmi. Ne o Bogu, ampak prav na slavo in hvalo Bogu. In te so mi te slavljenske, te himne, petje prav Bogu, to je nekaj posebnega, lepega. Če skupaj pojemo vsi verniki v cerkvi, je zelo lepo. Če sami doma pojemo, je ravno tako lepo. Če poslušaš, da drugi prav profesionalno lepše malo zapojejo kot neke skupine, je tudi kakšen koncert ali kaj takega. Torej mislim, da je tudi v stari zavezi in v novi zavezi pesem je del bila bogoslužja, bila je del celotnega življenja Božjega ljudstva, je pesem bila prisotna vedno. Kako sicer poteka vaše sobotno bogoslužje? Naše sobotno bogoslužje poteka tukaj v Sloveniji, mogoče kje drugje malo drugače, vendar vsekakor je dan, ko se slava in čas da Bogu in je bogoslužje, ko služimo, dejansko častimo Boga. Na prvem mestu je slavljenje Boga skozi Božjo besedo, skozi proučevanje Božje besede skupno v manjših skupinah. Takrat mogoče snov, ki smo jo brali med tednom, preberem oziroma se o tem pogovarjamo. To traje kot en taki del, enourni približno proučevanja. To je tudi čas, da povemo, kako se Božja beseda oznanjuje nekje po svetu, kot ena taka misijonska poročila. Potem tudi čas, da mogoče kakšne naše misijonske načrte, čisto naše lokalne, o tem, da se pogovorimo. In potem tudi poteka istočasno bogoslužje za otroke, ki ravno tako dobijo zgodbe iz Božje besede, petje ali pa kakšne kreativne delavnice, karkoli, kar jih usmerja na duhovno. Pozneje pa v nadaljevanju imamo slavljenje ravno skozi poslušanje Božje besede, skozi prilaganje darov. Torej, to je potem eno tako celovito bogoslužje. Božja beseda ima torej osrednje mesto v vašem bogoslužju. Ko ste pred 40 leti prvič prijeli v roke Sveto pismo, a ste ga na mah prebrali celotno Sveto pismo ali kako ste začeli brati? Kaj bi našim gledalcem povedali o branju Svetega pisma, tisti, ki še niso začeli? Dobro vprašanje je to ravno. Jaz sem nasplošno rada brala knjige. In mi vemo, kako se knjige berejo. Odpreš prvo stran in jo bereš, ne? In tako sem tudi jaz začela brati Sveto pismo od Stare zaveze, od prve Mojzesove. V začetku je Bog ustvaril nebo in zemljo in potem sem to brala. In bolj sem brala, bolj so prihajale tudi besede, izrazi, neke stvari, ki jih sploh nisem razumela, kaj sploh to pomeni, čeprav sem jo brala v svojem jeziku maternem. Vendar sem vztrajala v branju, ker sem rada brala in sem imela neko to bralno navado, da tako rečem. Jaz sem brala. Sem pa zelo hitro vprašala, kako bi lahko jaz malo boljše to razumela. Imate kako stvar, da mi malo nekdo razloži. In že pred 40 leti je obstajala ena taka posebna dopisna šola za proučevanje Svetega pisma in sem rekla, fajn, jaz bi to rada naredila, da malo mi je bolj jasno, kaj berem. Da dobim po enih temah, po nekem vrstnem redu, razložite mi, kako ta stvar, kako ta knjiga se bere. Tako da sem naredila dopisno šolo že
v 3. letniku srednje šole prvič. Od takrat je posodobljena v Sloveniji, zdaj obstaja dopisna svetopisemska šola, zelo sodobna, zelo različno možnosti za mladino, za otroke, za odrasle, prvi tečaj, drugi tečaj, zdravstveni tečaj, torej na več načinov lahko se proučuje svetopismo preko interneta ali pa po pošti, tako da to ni zdaj problem. Vendar bi rekla, da za tiste, ki prvič vzamejo svetopismo v roke, naj začnejo brati Novo zavezo, ker nam je bližje. Nova zaveza je Jezusovo življenje. Napisali so jo evangelisti, štiri ljudje so pisali iste dogodke, tako rekoč. Trije so zelo podobni, Janezov evangelij je malo drugačen, specifičen, zdaj je pa tako, kak kdo rad bere. Če je nekdo, ki je mlad, ki želi tako akcijo, vse je zdaj, takoj gremo, je Marko. Vzameš evangelij po Marku in potem bereš in takoj smo šli in takoj smo prišli tja in to je eno tako akcijsko dogajanje. To je krajše in tudi lahko se zarazumeti. Luka je bil zdravnik in Luka piše, kaj je Jezus delal, kako je ozdravljal, velika sporočila ima Luka. Matej je pisal Judom, pisal je svojim sorodnikom, sodobnikom in je izhajal iz zgodovine izraelske, povezoval je staro zavezo z novo, govoril jim je stvari, ki so za njih bile razumljive in njim najbolj razumljive. Matej dobro piše, ravno tako, ampak Janez je evangelist ljubezni, on govori krasne stvari, kar je ena od stvari, kar sem htela povedati iz Nove zaveze. Ravno Janezov evangelij je nekaj, kar rada berem in so vrstice, ki jih so mi posebej pri srcu. Najbolj znana je Janez 3,16, da je Bog tako ljubil svet, da je dal svojega edinorojenega sina, kdorkoli ga veruje, se ne pogubi, ampak ima večno življenje. Vendar ta vrstica je znana in večkrat se na kakšni nogometni tekmi vidi nekaj plakata, pa nekaj Janez 3,16. Vendar jaz sem izbrala eno drugo, ki je meni pri srcu in jo imam rada. To je v 10. poglavju, 10. vrstica, ki nekako, kako bi rekla, ponazarja, kar se dogaja zdaj na svetu. Če lahko preberem. Tat prihaja samo zato, da krade, kolje in uničuje. Jaz sem prišel, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju. Postavljena je scena, katera danes deluje in že vsa stoletja deluje na tej naši zemlji, na tem planetu. Eno je tat, sovražnik. Eno je Satan, ki ravno tako obstaja, kot obstaja Bog. On je prišel zato, da uničuje, da krade kolje. Torej, on samo želi nama slabo, želi nam smrt. Jezus pravi, jaz sem prišel zato, da imate življenje in to v obilju življenja. Kristjani morajo se zavedati veselja življenja z Jezusom, ne imeti zamorjen obraz in biti žalostni. Ker potem Janez nadaljuje. Janez to svojo misel v 14. poglavju zelo lepo še nadaljuje, ker Jezusa potem spet citira, pravi, vaše srce naj se ne vznemirja. Verujte v Boga tudi vame, verujte v hiši mojega očeta je veliko bivališč. Če ne bi bilo tako, ali bi vam rekel, odhajam, da vam pripravim prostor. Ko odidem in vam pripravim prostor, bom spet prišel in vas vzel k sebi, da boste tudi vi tam, kjer sem jaz. Meni je to krasno. Prvo mi govori, da imamo obilje življenja tukaj, potem pa me vabi v večno življenje. In potem Janez zaključuje, on je rad o tem govoril, Janez v Razodetju v 21. poglavju piše neko misel, ki sem jo tudi dostikrat mojim pacientom govorila. Nato sem videl novo nebo in novo zemljo, kajti prvo nebo in prva zemlja sta izginila in morja ni bilo več. In kaj bo tam? In Bog bo obrisal vse solze z njihovih oči in smrti ne bo več, pa tudi žalovanja, vpitja in bolečine ne bo več, kajti prejšnje je minilo. In Janez je nekaj, kar daje življenju smisel, kar daje namen našemu življenju. Vsak dan ti je lahko usmišljen in imaš namen v vsakem dnevu. In to je tisto, kar je čudovito. Zdaj, ko ste odpirali to vaše svetopismo, sem opazil, da je to vaša zelo delovna knjiga. Imate vse podčrtano in označeno. Spomnim se katoliškega duhovnika Patra Manjakla iz Indije, ki prihaja v Slovenijo vsako leto. Je povedal pri nekem svojem predavanju, pričevanju, kako je nekje v tujini
prišel v zelo ugledno družino in je najprej vprašal, če imajo morda Sveto pismo. In je gospodar rekel, seveda imamo Sveto pismo. Je prinesel Sveto pismo je z zlatimi obrobami, prah je brisal kar po poti do njega in pravi, prijel sem tisto zlato obrobljeno Sveto pismo in vzel moje Sveto pismo, ki je pa bilo zelo umazano in popisano, pa sem rekel, moje je lepše kot vaše. Pa me je gledal, je rekel, zato ker jaz ga uporabljam, pri vas se pa vidi, da ga ne uporabljate. Človek ne živi samo od kruha, ampak od vsake besede, ki pride iz Božjih ust, piše Sveto pismo. Ne? Mi torej se pustimo izstradati dan za dnem, če ne upoštevamo teh besed, da se hranimo dan za dnem tudi z Božjo besedo. Ne? Jaz sem tega mnenja ravno tako, kot ste zdaj vi povedali. Zato sem vse povsod opazila, ki je Sveto pismo. Ko vstopim v dom, jaz ga vidim. Zasija nekje, kjerkoli ga imajo, polica, kjerkoli. Jaz ga vidim. In potem ga potegnem. Če se ne dobesedno v smislu, da ga z njihovih polic vzamem, to ga ne vzamem, seveda ne. Ampak ga poiščem priložnost, če bom dalj časa hodila v hišo, upam, da mi bo Bog dal priložnost. Včasih mi ne da, včasih ni priložnosti. Da jih boste spomnili na knjigo, ki je da bi rekla ljudem, kaj vam pomeni ta knjiga. Ampak včasih pa je bila priložnost, da sem vprašala. In lahko povem, da so bile zanimive situacije. Spomnim se enega gospoda, starejšega, z ženo sta živela pri sinu in dedek je bil zelo bolan, torej bolezen je bila zelo resna in tudi pozneje tudi je umrl. Ko sem prišla k njemu, on je bil v svoji sobi, v postelji ležal in ko sem prišla k njemu, je hitro nekaj dal tak, ne ravno pod odejo, ampak kot da bi hotel skriti, nekaj je odomaknil, iz rok je dal ven. Pa, ker sem ga previjala in injekcije dobival in tako dalje, preveze je imel, sem ga vprašala, kaj pa berete? Nekaj takega, kar danes malo kdo bere. No, pa sem rekla, pa mi pokažite, kaj berete. In gospod je imel Novo zavezo. Zelo delovno. Ne sicer podčrteno, ampak izrabljeno fest, ker se je videlo, da je rekel, veste, to je že dolga leta berem. Ko pridem do konca, začnemo od začetka. Zanimivo. Tako da si videl ljudi, ki so brali Sveto pismo in on je dejansko bil med njimi in ko smo se midva lahko na to temo lepo pogovarjali in mu je bilo v veselje, da sploh vem, o čem, kaj tam piše, kar on tolikokrat bere in ko sem ga spraševala, on je bil navdušen, da to nekoga zanima, da on ima neko znanje, ki lahko podeli. In to je hrana za dušo, ne? Božja svetopisemska beseda je živa. Kaj to pomeni? Ker če vzamemo recimo navaden časopis ali neko posvetno knjigo, to ni živa beseda. Zakaj se svetopisemska beseda tako zelo razlikuje, bistveno razlikuje od neke navadne zapisane besede? Jaz bi rekla tako, v čem je ravno ta razlika? Je to zato, ker jo oživlja Božji duh, ko jo mi beremo? Ali... Vsekakor je. Sama knjiga kot taka ni neka magična sveta knjiga. Nič, ona ni takega, ne? Da bi mi rekli, da te strani so nekaj sveto ali pa ne vem. Lahko stoji zaprašena, se ne bo samo odprla, pa ne bo se nič tak čudežnega zgodilo. Če ne boš bral, je pač nikoli ne boš bral. Ampak ko ona bere, ko jo začnemo brati, ona ima ta vpliv na nas. Zdaj, različno ljudje tudi berejo Sveto pismo. Če jo bereš z zanimanjem in želiš zvedeti, kaj te Bog nagovarja skozi to knjigo, potem boš tudi dobil. In zato je živa, ker te vodi v spremembo. Ker te vodi v neko dejanje. Ker mi lahko beremo različne pisatelje in različne knjige lahko beremo in rečemo, super knjiga, fajn vsebina, dopade se mi, ampak koliko bo ta knjiga vplivala na moje stališča, na moje vrednote, tudi verjetno, ker jaz verjamem, da je dobro brati knjige na splošno in ker knjige le oblikujejo naše misli, naše značaje, naše vrednote, ta knjiga še bolj. Tukaj imam knjige, ki sem jih uporabljala in ena od teh je ravno ta vrlina za vsak teden, tale. To je knjiga, ki sem jo uporabljala za delo z otroci ali pa z mladimi, tudi za starejšimi, ker ravno iz te knjige sem dobila, čeprav je ona narejena kot da bi bila za otroke, mislim, bolj tak delovni zvezek za otroke, vendar je tudi primerna tudi za vse starosti.
ker iz te žive knjige, iz te besede, ker so na začetku vrstice Svetega pisma, ljudje lahko oblikujejo svoje vrednote. Lahko se oblikujejo stališča in vse tisto, kar dejansko oblikuje naš značaj. Zato je živa, ker te vodi v spremembo, vodi te v rast. Človek nima le lepih trenutkov v življenju, tudi bridke izkušnje in slabe trenutke, slabe dneve. Berete tudi takrat Božjo besedo in kako vpliva na vas? Moram povedati, da pride obdobje, ko smo v eni taki situaciji, kako bi rekla, nasplošno, ko ti ni do branja, ko ti ni do ničesa. In takrat se zavedam, da tudi vrstica, ki pravi, da človek živi od Božje besede, da dobiš neko, da neka zaloga stara, da se takrat lahko prepustiš v Božje roke. Da tudi, če si bolan ali pa kakorkoli drugače prizadet, na katerikoli nivoju bolan, duševno ali duhovno ali telesno, da takrat imam zaupanje, tudi če ne berem Sveto pismo, ne bo se me nič zgodilo takega, da mi bo Bog zdaj očital, zdaj pa nisi brala. Vem, da sem varna v njegovih rokah, tudi če ne berem. Ker vleče me, da ga berem, če pa ga ne berem zaradi različnih okoliščin, me ne bo strela vdarila, ne bo se nič takega dramatičnega zgodilo. Varna sem, da pridem nazaj, varna sem, da rečem, dragi Jezus, danes se samo pogovarjamo. Zdaj mi sporoči nekaj, ali pa bom tiho, ali pa ne bom nič, ker pozneje pa bom pa vzela, pa bom brala. Mladi so vam zelo pri srcu, z mladimi se že leta in leta veliko ukvarjate. Tu ste prinesli tudi Sveto pismo za dekleta, ne? Ja, to sem pred kratkim se to, par let nazaj, sem dobila informacijo, da to Sveto pismo obstaja. Kupila sem ga 2011, torej aprila lani, niti leto dni ga še nimam. Je pa to nova zaveza, narejena za dekleta in tako tudi mislim, veliko vprašanj, veliko slik, veliko na taki način kot ena revija, da bojo, tu ravno zdaj vidim, da imam eno kazalo, kako 30 dni z Jezusom, kako brati Sveto pismo, da bi v 30 dnevih se posebej posvetil razmišljanju o Jezusu. Ugotovila sem, da je to še bolj sodobni prevod kot ta in da iz tega Svetega pisma še določene vrstice še bolj lahko razumemo, da lahko iz tega lažje mladi berejo, lahko tudi fanti, se ni samo, da je za dekleta. Fajn je, meni se zdi, da danes je Sveto pismo, danes mladi nasplošno, torej ljudje niso radi, da bi brali. Nekateri radi berejo, ker so vedno radi brali, eni pa ne berejo radi, pač niso bralni. Ampak danes je več medijev, kako lahko prideš do Svetega pisma. Lahko ga poslušaš, lahko ga gledaš in ni ovire. Mislim, lahko ga spoznavaš na različne načine. Tako da dostopno je preko interneta, preko filmov, preko različnih dopisnih šol. Lahko ga daš CD v avto pa poslušaš, ko se pelješ in mislim, več možnosti je. Vem, da na Ptuju že mnogo let koordinirate Brož, blazno resno o življenju. To so poletne počitniške delavnice za mlade, ki mladim veliko prinašajo. Ali tudi opletate Božjo besedo? Na kakšen način želite mlade povezovati, jih usmerjati, oziroma kaj jim želite dati na teh vaših delavnicah? Moram povedati, da že približno 3 leta Brož ne dela več, da ga ne delamo, da se je končalo tisto, kar sem delala 14 let v taki obliki z dijaki, da pač tisto mi je bilo takrat dano, da sem takrat delala. In takrat sem v glavnem z mladimi delala z srednješolci ptujski in iz okolice, iz Ormoža, tudi iz okolice Ptuja. Osnove so bile vrednote. Vedno so mi bile osnova vrednote. Mladi niso bili tako dovzetni za Sveto pismo, tako da ni bilo mogoče tako direktno govora o Svetem pismu. Je pa bilo nekaj drugo, kar vedno kot zdravstveni delavec poudarjam in vedno poskušam tudi na tem zdravstveno-vzgojnem področju delovati. To je pa kvalitetno izkoriščanje prostega časa, brez droge, brez alkohola, brez cigaret, tako zdrav način življenja, zdrava prehrana. S tem se tudi veliko obadam in ukvarjam, da se ozavešča med prebivalci, med mladimi, med starši, med vsemi o pomenu zdravega načina življenja. Tako da
o tem so v glavnem potekali. Zdaj imam oziroma sodelujem v otroških delavnicah, ki niso več kot brož, vendar so tudi otroške delavnice vsako leto, zdaj že 3 leta na novi lokaciji Ptujska cerkev adventistična se iz Cankarjeve na Belšakovo preselila in v tem novem okolju želimo ravno tako delovati z vrednotami, z enimi pravilnimi stališči med mladimi starši, torej med populacijo, kjer kdo je zainteresiran, tako da organiziramo delavnice, en teden takih delavnic za otroke od 5 do 10 let. In vsako leto je lepa udeležba, pridejo otroci, pridejo starši tudi, poskušamo jim govoriti o vrednotah, ker se mi zdi, da je to danes zelo, zelo pomembno in da to pač primanjkuje. Kako se začne vaš dan? Je vsa vaša družina tako navdušena nad Božjo besedo, nad branjem, nad molitvijo, nad vero, nad Jezusom? Ali kako začenjate dan? Zdaj sva sama z možem že nekaj časa, sin je poročen stran in tudi hčer ni z nami že dolga leta. Začnemo z jutranjicami, vsa leta. Ko smo šla v službo, smo skupaj prebrala jutranjico, molila skupaj in šla potem v službo. Zdaj dostikrat tudi tako naredimo, dostikrat pa mož sam prebere, moli pa gre v službo, jaz pa malo pozneje vstanem. Ampak drugače začne se dan z jutranjicami. To je nekaj, kar je naša navada. To je ena vrstica z kratkim razmišljanjem, potem pa se gre v dnevne obveznosti. Zdaj, ko sem upokojena, lahko imam čas zjutraj tudi, da preberem Sveto pismo. Prej, ko sem bila v službi, je mogoče to za kakšen drugi termin v teku dneva bil. Vendar jutranjice imam rada, ker se mi zdi, da je ena taka spodbudna misel, vodilja za celi dan, vsakemu prav pride. In priporočam vsakemu nekaj takega. Jezus Kristus, ki je osrednja oseba v Svetem pismu, nam je tudi dal navodila, pravzaprav že prej od očeta imamo 10 zapovedi in tako naprej. V današnjem svetu se dogaja, da prihaja do zanikanja tega ali pa do relativiziranja, gledati na stvari, da so tako ali tako, da najbolj ne držijo te besede tako, kot so zapisane, ali pa ne vem, kaj bi rekel. Kako vi gledate na današnji svet, ki v marsičem zanika to resnico, tudi o grehu denimo? Ta beseda ni priljubljena. Danes lahko ljudje rečejo, da je nekdo, kaj jaz vem, ne vem, kako jih imenujejo, ne morejo iz besedo greh, ali pa da je nekaj greh, da je nekaj grešno, da nekaj ni prav. To ni priljubljeno. To se radi, ljudje to radi ne rečejo prav, to je greh. Ker mislijo, da se mi zmenimo lepo vse, relativno vse dovoljeno. In kdo določa, kaj je greh, kaj ni greh. Ne? Vendar Sveto pismo omenja, da je greh. In greh je beseda, ki označuje greh v Novi zavezi, zgrešiš cilj. Ta beseda v grščini pomeni, da zgrešiš tarčo. Zgrešiš mimo Božje besede, mimo Božje volje greš in potem narediš nekaj, kar ni prav. In zaradi tega, ker si naredil napačno, mimo Božje volje, mimo Božje zapovedi, mimo vsega tega, kar je oznanjeno tu v tej Božji besedi, si naredil neki prestopek, naredil si greh. In zanimivo je, kaj iz tega izhaja. Plačilo za greh je smrt, ampak milostni dar Božji je večno življenje. To, kar je osnova Svetega pisma je, in kar smo večkrat že slišali, da Bog sovraži greh, ljubi grešnika. To je tisto, kar morajo vsi ljudje vedeti. Bog je na naši strani. Bog nas neizmerno ima rad. Želi, da se vsi ljudje rešijo. Ni nobenega grešnika tako velikega, da ne bi se pokesal, prišel nazaj k Bogu. Oziroma, da bi spoznal Boga. Pri tem, kaj je greh in kaj ni greh, mislim, da so tu tudi veliki problemi na splošno, na različnih nivojih. Ne vem zdaj, katerega bi se lotila najprej, ampak več takih stvari je, zakaj ljudje sploh zanikajo greh. Ker se jim tudi zanikajo svojo odgovornost, zanikajo tudi Boga
in potem lahko delamo kaj čemu. Posledice so pa že zelo, zelo dobro vidne v družbi, v vzgoji otrok, v vsem se vidijo posledice greha. Kateri od naših politikov svoj greh imenuje tudi napaka, ne? Ne samo politiki, vsi ljudje radi bi rekli, da malo smo se zmotili, vse, če še kdo prizna, da je napako naredil, je tak, kak bi rekla, bližje hraber. resnici. Ja, danes ljudje bi radi rekli, da sploh niso nič napačnega naredili. To še je bolj priljubljeno, da ko sem poskušala se z ljudmi pogovarjati, da smo vsi zgrešili, pride vedno do tega odpora, kako boš ti zdaj meni rekla, da sem jaz grešnik. Jaz nisem nikoga ubil, nisem nič ukradel. Tudi to je vprašanje veliko, če je kaj ukradel, kdo ali ni. Ubijamo z besedami velikokrat ljudi. Jaz nič nisem takega naredil, torej jaz nisem grešnik. Danes priznati, da si grešnik, je hudo. Mislim, težko ljudje priznajo, da so grešniki. Podobni smo, dobro se držimo se vseh zakonov, pravilno vozimo, nismo nikoli bili kaznovani, pri sodniku za prekrške nismo bili. Vse lepo in prav delamo, zakaj bi mi bili zdaj tebi grešniki? Bog pa vendarle pričakuje od nas iskrenost, ne? Pa Da si sej tudi priznamo ljudje to. iskreno mislijo, da niso grešniki. Čisto iskreno to mislijo, ker se ne zavedajo v odnosu do Boga. Vse tudi farizeji, vse tudi takrat v Jezusovem času ljudje, ki so mislili, da izpolnjujejo vso zapovedi, vse postavo, da imajo, da oni so brezgrešni. Ni brezgrešnega. Edini, ki ni imel greha, je bil Jezus. Drugi smo vsi grešni. Vsi smo Božji otroci. Kako pa doživljate očeta, Boga očeta kot stvarnika? Ta del mi je posebej pri srcu, ko sem začela za to začetno knjigo, za tisto prvimi besedami, da je Bog v začetku ustvaril nebesa in zemljo. Pred kratkim, mogoče teden dni, 10 dni nazaj, sem gledala en film, ki mi je, to sem že prej tako razmišljala o tem, ampak še bolj sem dojela. Film sem gledala v Ameriki in sem ga, kako bi rekla, še bolj nekako doživela. Zanikanje Boga kot stvarnika pripelje do tega, da ljudje ne verujejo niti v druge dele Svetega pisma. Enostavno ga zanikajo. Znanstveniki na začetku, ko je znanost bila še povezana z vero, od Galileja do raznih znanstvenikov v davnih časih, da tako rečem, oni so za znanostjo bili navdušeni, kaj je Bog vse ustvaril. Bog je naredil zemljo, ki ne visi na ničem. Zemlja je okrogla in ni na nič obešena. Tako piše tudi v Svetem pismu. Ampak Galilej je to, znanstveniki so bili navdušeni, kar jim je znanost odkrivala. Cerkev je potem delala probleme, ker je v tem videla nevarnost. Zdaj se pa to skozi zgodovino dogajalo tako daleč, da danes večina znanstvenikov zanika, da je Bog stvarnik in znanstveno dokazujejo evolucijo, darvinizem, druge stvari, kar te ljudi, ki v to verujejo, pripelje do tega, da začnejo sovražiti Boga. Potem berejo Sveto pismo, da bi dokazali, kako je Bog to napačno naredil, kako je Bog strašen. Med znanstveniki so pa tudi popolni znanstveniki, torej ljudje, ki lahko rečem, niso niti kristjani, lahko da so kristjani, ampak ni nujno, ki jih je akademska znanost zavrgla zaradi tega, ker priznajo Boga kot stvarnika. Oziroma, narobe sem rekla, ker znanstveno želijo dokazati, da recimo za eno celico, za neko tako popolno stvarjo stoji neka inteligenca, ki je to ustvarila. Da to ni moglo slučajno nastati. In meni se zdi, da jaz verjamem, da je Bog stvarnik. Zaradi tega, ker če se samo enocelična organizem od nikod naredi, sam od sebe, samo enocelični organizem, da se naredi, parameci, karkoli že je bilo. Ena celica je v času, ko je Darwin gledal, je bila zelo, zelo preprosta in enostavna. On ni imel mikroskope take, kot jih imajo danes. Ni bilo molekularne biologije, genetike, vsega tega ni bilo. Danes ljudje vidijo v eni celici celo vesolje. Vidijo tako popolne mehanizme, vidijo vse, kar se tam notri dogaja v eni celici. Deluje dobro in naše telo in vesolje celo, in karkoli vzameš, vidi se odtis stvarnika. Naj vas vprašam, kakšno je za vas poslanstvo kristjana?
Kristjan ima vendar veliko nalog, ne? Ko nas je Jezus povabil, ko je povabil učence, pojdite, pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in jaz vas bom razbremenil. Moj jarem je lahek. Jezus pravi, pridite k meni vsi, jaz vas bom razbremenil. Ampak potem pravi, moj jarem je lahek. Torej, le gremo v neki jarem. Ker ko človek stopi v krščanstvo, stopi v službo. Jezus pravi, veliki nalog, ki ga je zapustil v Mateju 28. poglavju, naredite mi v učence vse narode, učeči jih, da izpolnjujejo mojo voljo, potem jih krstite in jaz bom z vami v tem vašem delu. Jezus nas vabi, da smo učenci. Biti kristjan je biti učenec. Slediti Jezusa. On nam je zgled. Ko Jezus govori, kar ste storili temu enemu malemu, ste meni storili. Potem je to neka dejavnost, to ni neko samo sedenje. Ali pa iti v cerkev, katerokoli cerkev, pa tam sedeti in čakati, da ti nekdo nekaj pove, potem po možnosti kritizirati, če nekaj ni prav. Mislim, da ko človek vidi potrebe ljudi okrog sebe in ko si učenec, da slediš navodilom, Bog te je nekam postavil, različne duhovne darove nam je dal, različne sposobnosti in vsak, ko prepozna svoj duhovni dar, naj ga upravlja. Če je nekdo dober voditelj, če nekdo dobro govori in lahko po svojim glasom pripomore, da se oznanja Božja beseda, potem bo delal na televiziji, na radiju ali pa pač delal bo tisto, kar delate vi. Če bo nekdo lahko delal na terenu, pa pomagal ljudem, ki so bolani, bo pač delal na terenu. Vsak po darovih duhovnih, ki jih ima. In če jih prepoznaš in veš, da si to od Boga dobil, odgovornost do dela je čisto drugačna. In mislim, da je to je tisto, kar je pomembno in lepo kristjane povabiti, da služijo, da delajo, da so. Adventistična cerkev ima eno veliko organizacijo ADRO, razvojna humanitarna organizacija, v kateri jaz sodelujem praktično od začetka, od kdaj se je ustanovilo v Slovenijo 91. leta, zdaj zadnja leta še bolj. Zdi se mi, da je to ena velika možnost. ADRA je prisotna na vseh, če se poišče po internetu www.adra.org, se vidi, da ta ADRA po celem svetu, kjerkoli je kakšna nesreča ali kakšna potreba, je takoj tam in pomaga ljudem. Tudi v Sloveniji, veliko projektov se dela v Sloveniji in tudi sicer je vaša adventistična cerkev zelo socialno, dobrodelno naravnana, ne? Ja, koliko se le da. Mislim, da zato so kristjani, da prepoznajo potrebe soljudi in da služijo. Saj jim Jezus je služil. Bomo s tem načinom služenja kaj pripomogli k rešitvi svetovne gospodarske krize, pa tudi, da se bomo rešili greha? Kdaj se bo to zgodilo? Kaj pravite? Jaz vem samo, ko pride Jezus, da bo tega vsega konec. Ampak, glejte, če vi imate v svoji soseščini ali pa v svojem okolju nekoga, ki rabi nekaj, ali hrano, ali oblačilo, ali pa pomoč kakršnokoli. Mi njemu ne moremo reči, kot piše Jakob, idi v miru, pa naj te Bog blagoslovi. Jaz ti ne dam sicer neko sila, pa ne obleke, ampak naj te Bog blagoslovi. Bog blagoslavlja ljudi po nas, dosti krat. Nas pošilja. Bog nima drugih rok in nog kot naše, da delamo in da gremo tam pač, kam smo namenjeni. Torej, svetovne krize, midva ne bomo rešila svetovne krize. Lahko pa rešimo neko krizo, našo bližnjo, v naši soseščini, pa nekje, ki je pač nam na dosegu rok. Jezusov prihod bo generalno rešil problem celega planeta, da tako rečem. Greha predvsem. In takrat res bo tisto, kar je napisal Janez v Razodetju, novo zemlje in novo nebo. To je tisto, česa se veselimo in po čem hrepenimo. Predtem pa je še veliko dela, da se socialne probleme in krize in duhovne in duševne in telesne, da se dela tu, kje smo zdaj. Ker sva v tokratnem pogovoru veliko govorila o Svetem pismu, o tej besedi, bi tudi vi morda tako storili, kot mi je dejal že pred leti nek človek. Pravi, če bi mi vse knjige vzeli, pa bi me poslali na samotni otok, potreboval in želel si bi samo eno. In to je Sveto pismo. Jaz ga nosim s sabo, ponavadi kamorkoli grem, ga imam s sabo, tako da zdaj ne vem, če bi šla na
samotni otok, kako bi to izgledalo. Rabila bi ljudi verjetno vseeno. Pač pa Sveto pismo je dobro imeti s sabo. Imela sem enega prijatelja, še ga zdaj imam, enega dobrega znanca, ki je končal pred 25 leti zaradi nekih zadev v zaporu. In to v Avstriji. In ni smel nič dobivati, ne darila, ne nič drugo, nekaj smo mu lahko poslali in jaz sem mu poslala Sveto pismo. In sem mislila, zdaj, če sprejmejo. In so sprejeli. Ker ni bil vajen branja tega, si je mislil, pa kaj si mi zdaj to poslala. A jaz sem potem, predkak sem mu poslala Sveto pismo, več večerov sedela in podčrtala besedila, ker sem mislila, zdaj, če boš to odprl, ne boš vedel, kako in kaj, jaz pa ti ne morem sporočiti nič zdaj tam. Pa sem podčrtala neke vrstice, neke stvari, da bi lažje kot prej videl nekaj. Ne vem, kak je bilo s tem vsem skupaj, ali je videl ali ni videl. Ampak hočem reči, tudi če so v zaporu, ljudje so prepoznali, da naj Sveto pismo le berejo. Danes že imamo hotele, v kateri imajo Sveta pisma, prideš v hotel, pa te čaka Nova zaveza ali pa kakorkoli že. Ljudem je dano na voljo, da to berejo, če imajo to navado in če ali pa jo želijo pridobiti, ne. Nimajo izgovora, da zdaj, danes pa res ne več. Danes se lahko pride do tega. Pri kraju, pri koncu najnega pogovora sva, gospa Olga Popov, sedaj bomo slišali še pesem Put ali Pot, v kateri bo nastopil vaš sin, ne? Ja, kot pevec, on poje, ja. Kaj hoče povedati ta pesem? Pesem je v hrvaščini, sicer upam, da bojo razumeli vsi gledalci. Govori ravno o tem, da mlad človek je bil na poti, ki je bila stran od Boga. Danes je veliko ljudi, ki pač živijo svoje življenje, ne najdejo smisel in to je tudi eno veliko področje, tudi v Sloveniji, ko ljudje tavajo brez cilja, zabredajo v drogo, v kriminal, v karkoli drugega. Če pa kdo ima srečo, da na tej poti svojega življenja, ki vodi v napačno smer, sreča Jezusa, sreča to svetlobo, o kateri smo prej govorili, sreča to čudovito milost in jo prepozna in vzame za sebe, prepozna in sprejme, potem se njegova pot drugače nadaljuje. In to je tisto, kar je lepo, kar da novo upanje, nov smisel vsakemu življenju. Pa to ni važno, da je mladi ali starejši človek. Za vsakega je enaka možnost. Poglejmo in prisluhnimo. Hvala, ker ste bili naša gostja, pa tudi vam, spoštovane gledalke in gledalci, hvala. Upam, da sva vam s tem pogovorom dala kaj navdiha za letošnjo svetopisemsko nedeljo. Zaklone